je bilo povedano, je v četrtek 13.11. v poznih večernih urah na mednarodni mejni prehod Gruškovje pripeljal voznik sedlastega vlačilca. To vozilo je popeljalo 58-letni turški državljan z namenom vstopa v Republiko Slovenijo. Potem, ko so nas cariniki obvestili o najdbi predmetov, za katere je obstaja sum, da gre za prepovedano drogo, smo se vključili v smislu ogleda in pa prvotnega zbiranja obvestil. No, že z preliminarnim testom na samem kraju najdbe je bilo potrjeno, da gre za prepovedano drogo heroin, ki je bila pakirana v 200 zavitkih v skupni bruto teži 105 kg. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami smo vozniku odzeli prostost in ga naslednjega dne privedli preiskovalnemu sodniku, kateri je zanj tudi odredil pripor. Prav tako je bil na podlagi novele kazenskega zakonika zasežen sedlasti vlačilec, kateri je služil za prevoz omenjene droge. Za omenjeno kaznivo dejanje, katerega je osumljen voznik, je zavržena kazna od 1 do 10 let zapora. Dosegli smo velik uspeh pri iskanju prepovedanih drog. Torej, našli smo 105 kg heroina v četrtek ponoči. To je eden od velikih dosegov na področju carinskega urada Maribor. Eden je bil leta 2004, ko smo bili v Ukrajini v Zavrču, in pa heroin leta 2005 v Gruškovju. Tu bi rad podaril tudi to zaščitno vlogo carine, namreč poleg teh običajnih nalog, ki so znane za carino, je ena od naših velikih nalog tudi varovanje prebivalstva cele Evropske unije in seveda v zvezi s tem smo dolžni tudi preprečevati prenos takšnega blaga, ki je prepovedano po kazenskih predpisih. Tako da je ta uspeh velik rezultat kar dolgoletnega dela carinikov, ker za takšno odkritje je potrebno veliko izkušenj in tudi seveda iz par 100 kamionov, ki dnevno prehajajo mejni prehod Gruškovje, izbrati ravno pravo tarčo je tista prava umetnost, ki loči izkušenega carinika od drugih. V Sloveniji, tako tudi v nekje v širšem prostoru, bi bila takšna droga v okviru grosistične prodaje vredna okoli 2 milijona evrov, v prodaji na drobno pa bi ta cena dosegla okoli 10 milijonov evrov. Kako policija uniči drogo in kje jo skladišči? Glede, vsa zasežena prepovedana droga se skladišči z skladišči, ki so posebej varovane. V Republiki Sloveniji je pri okrožnem skladišču v Ljubljani ustanovljena komisija, ki bdi nad strokovnostjo, zakonitostjo in pa seveda varnostjo v prvi vrsti skladiščenja te prepovedane droge, nadaljevanje pa tudi za uničenje prepovedane droge, tako kot veljavni predpisi. In uniči se s sežigom? Tako. Uničuje se s sežigom in z drugimi oblikami, ki so primerne za posamezno vrsto droge za uničenje.